pozdravljeni. Kako lepo, da ste prišli v takem velikem številu v našo zidanico, na Trško goro, na Pušenšank pri Botri Jožefini. Od tukaj je lep pogled na cerkvico, na znamenite trškogorske lipe, lep razgled se nudi do Gorjancev, Gač, Straških hribov, v vznožju pa teče naša lepotica reka Krka. Zakaj sem se odločila, da oživim to tradicijo Pušenšanka na Trški gori? Zato, ker spomini mi ne dajo miru. Že sam ta moj pogrinjek, ko boste videli, to je en sam spomin na moje otroštvo, ker smo hodili z oči tam, kadarkoli je bilo kakšno delo, v zidanico. In jaz kot majhna punčka sem bila zelo radovedna in vse sem si zapomnila, kaj je dal na mizo. Nisem si zapomnila, kaj so se pogovarjali, ker vedno je imel okoli sebe prijatelje, pili so, nazdravljali so. Ampak to me je strašno zanimalo in vse mi je bilo dobro in je tako zelo, zelo lepo dišalo, ker se veste, otroške oči včasih, vse je imelo čist drugačen in bolj bogat vonj. Kaj je bilo takrat na mizi? Čisto preprosto. Mama mu je dala ven papir zavila, malo čebule, malo špeha, malo soli, pa malo kruha. In seveda, to se je zalivalo z šmarnico, ker takrat je rasla šmarnica. Nismo še imeli slička, tako kot danes. No in seveda, najboljše vino je pa tisto, ki se pije s prijatelji. In zato je tudi ta zidaniški pogrinjek poklon tistim časom, ki so bili tako srečni in zadovoljni s to skromnostjo, ki so jo imeli na mizi. Bolj je bil poudarek na prijateljevanju. Kaj je še tukaj tako zanimivo? Ta čas je, ker to so bili še hrami, takrat ni bilo v zidanicah štedilnikov, takrat so ženske morale čudežno improvizirati, kako se bo hrana prinesla gor. In kaj? Poglejte, jaz se spomnim, kako je mama zmeraj oči to oljnat fižol naštimala v takele kozarce, potem bel papir pa z gumico. In pri nas doma je bilo zmeraj, da ne bi kdo kakšen košček belega papira tam vrhu ali pa kakšno gumico. To je bilo treba vse spraviti, ker to je bilo vse za Trško goro. Potem oljnata jajca, to seveda nič ni bilo treba pogreti, to je bilo zmeraj dobro za jesti. To potem še celo, pogledajte, tole mi je bilo tako zanimivo iz mojega spomina pobrskati. To je ena taka zidaniški svečnik. Ker kakšen kozarče se je razbil, ga nismo stran vrgli. Ampak mama ga je uporabila, noter je dala svečko, v papir, spet gumica okoli in takole je bil lep svečnik. Seveda, ker ni bilo elektrike. No, to je en tak zidaniški pogrinjek iz tistega časa, kaj sem pa to vsebino sem pa zdaj seveda mogla malo tudi posodobiti in sem se odločila in sem spekla en tak kruh, ki ga boste tukaj videli, iz teh vsebin. Gor sem narezala veliko čebule, dala gor slanino in dala peč. In to je nekaj zelo dobrega in celo poimenovala sem kar trgača. Zakaj? Ko smo trgali, je oče zmeraj rekel, dej Ani, mami moji rekel, dej prines nekaj za otrgati. Za otrgati, ker tu so kar tako trgali ta kruh, pa pil, seveda niso mogli samo piti, da so še malo pretrgali. In zato sem rekla, naj bo pa to trgača v spomin na vse to. No, vse te zgodbe, vse to sem pa povezala in spletla v tolele srce, prazničen kruh. No, in ta kruh je bil danes pečen za ta namen in z mislijo na vse te lepe čase, na lepo otroštvo. In ko boste prišli spomladi na ta naš Pušenšank, seveda
nismo pozabili tudi na take, ki pridejo od daleč, in sem ustvarila kar nekaj takih spominkov, trškogorskih, Lectovo srca, ker Lectovo srca, to je bila tradicija novomeška, in za žegnanje so na Trški gori vedno na štantih prodajali Lectovo srca. To je to, ustvarila sem tudi telele punčke, mislim vsebinsko zato, ker shranjujemo stare materijale in jih potem v VDC-ju te punčke izdelajo, poimenujemo jih po teh ženskah, ki so včasih v vinogradu kopale. Ker premalo se govori o tem, samo moški so delali. Ni res, tudi ženske so kopale in delale težka dela in v spomin na njih nosijo ime te punčke. Seveda, ker se je pa gor na Trški gori se je vedno čiba jela, se mi zdi, da je pa prav, da tudi takele kokoške v obliki spominka smo ustvarili. To je to. Jaz bom rekla, lepo, ker ste prišli, pridite še, to je zidenca za dušo privezati in odpočiniti.